večer. Torej, tako kot je že Maja napovedala, danes se bomo ukvarjali z našimi venami. Vene so v bistvu žile, ki skupno ime je za vse vene. To so tiste žile, ki peljejo kri iz telesa, torej od okončin proti srcu. Za vene je značilno, da imajo tanjše stene, medtem ko arterije, ki peljejo od srca proti periferiji, imajo debelejše, tudi močnejšo mišično steno. In zato tudi govorimo o venskem popuščanju, ne toliko o žilnem popuščanju, kajti arterije zaradi debelejše mišične plasti lažje ohranjajo svojo prvotno obliko. Zakaj pride sploh do nekega popuščanja, do deformacije ven? V prvi vrsti zaradi dedne nagnjenosti, torej dednost ima tukaj zelo velik pomen. Po nekaterih podatkih, če ima eden od staršev vensko popuščanje, bodo potomci imeli 40% verjetnost, da se jim to zgodi, če imata oba, pa ta verjetnost naraste na preko 60%. Nosečnost je tudi ena izmed razlogov, v prvi vrsti zaradi tega, ker se v času nosečnosti poveča sam volumen krvi, posledično so vene bolj na natezalnici, pa tudi zaradi tega, ker se poveča tlak v trebušni votlini in s tem se avtomatsko poveča tudi tlak v venskem ožilju. Zaradi tega potem popušča. Staranje je žal eden od faktorjev, zaradi tega, ker tako kot nam koža postaja manj elastična, tako tudi mehka tkiva, med drugim tudi vene postajajo manj elastične, se posledično stene razmikajo, ne funkcionirajo tako, kot bi morale. Dolgotrajno stanje oziroma sedenje, torej vsi poklici, kjer se kontinuirano stoji ali dolgotrajno sedi, so ljudje, ki te poklice opravljajo, bolj ogroženi za to, da pride do venskega popuščanja. Tudi prekomerna telesna teža je eden izmed faktorjev, tromboza, poškodbe, ki so v bistvu, torej če govorimo recimo o zlomu noge, posledično prihaja tudi do poškodb žilja, se lahko zgodi, in kajenje je tudi eden tistih faktorjev, torej pri kadilcih se pogosteje zgodi vensko popuščanje. Prihaja do zastajanja krvi zaradi tega, ker stena krvnih žil popusti. Tule lepo vidite, v levi nogi je v bistvu žilna stena, to je zdaj zelo povečano in tudi zelo poenostavljeno prikazano, ampak tukajle torej, je stena lepa, torej stena vene lepa. V venah so tudi ene mičkene zaklopke, torej ene loputice, ki v bistvu pomagajo kri ohranjati na mestu. Takrat, ko kri pride v višje ležeči položaj, se te loputice zaprejo in potem do naslednjega stiska srca to kri zadržijo. Kadar pa začnejo stene ven popuščati, se v bistvu razširijo, žile postanejo vijugaste in te zaklopke v prvi vrsti začnejo popuščati, niso več toliko močne, pa tudi razmaknjene so. In s tem, ko so razmaknjene, tudi če dobro funkcionirajo, ne morejo te krvi zadržati, zato kri vedno znova uhaja, pobegne v nižje ležeče predele. Prihaja zaradi tega do zastajanja krvi, posledično otekanja, predvsem nog, ker so najnižje ležeče pri našem telesu. Pojavi se občutek težkih nog, utrujenih, lahko se pojavijo tudi mravljinci, kasneje krči, bolečine, ki jih marsikdo opisuje kot nek pekoč občutek. V kasnejših fazah pa se pojavijo tudi spremembe na koži, rjavkasti madeži in tudi razjede, ki jih imenujemo venske razjede. In značilnost teh venskih razjed je, da zelo, zelo težko celijo. Ko se enkrat pojavijo, jih je izjemno težko, da se pocelijo same. Kaj pomaga proti temu? V prvi vrsti primerno gibanje, o tem bomo kasneje še govorili, primerna masaža, zelo je pomembno, lahko tudi limfna drenaža, masaža, ki mora biti nežna, zato da z nekim agresivnim ravnanjem ne poslabšamo položaja, počitek v optimalni legi, kar pomeni, če imamo neko pavzo, da so noge vsaj višje od medenice, če že ne višje od srca.
Najbolj optimalna poza za počitek pri venskem popuščanju je sveča. Torej, da se s ta zadnjo vležemo ob steno in noge naslonimo na steno, s tem v bistvu pohitrimo odtekanje krvi iz nog. Primerna prehrana, torej predvsem tista, ki ne dela vnetij v telesu. Da ne delamo dodatnega vnetja, ki vensko popuščanje še poslabša. Uravnavanje telesne teže, kadar je potreba nošenje kompresijskih nogavic in ne nazadnje in tudi zelo pomembno, redno uživanje prehranskih dopolnil. Jaz sem danes izbrala samo 4 prehranska dopolnila, ki so bolj kot ne direktno vezana na stanje kapilar, na stanje ven. In to je Venker krema, ki jo bomo tudi danes uporabljali pri masaži. V prvi vrsti izjemno blagodejno deluje zaradi tega, ker krepi stene ven in kapilar. In ko te stene ostajajo močne, ko ostajajo prožne, se zmanjša odtekanje, zmanjšujejo se edemi, tudi blaži ta občutek utrujenih, težkih nog. To vam povem iz lastne izkušnje, ko včasih po celodnevnem sedenju, najhuje, če sem v avtu, ko res čuti mene težo v nogah, utrujenost, otečenost, ta krema zelo in zelo na hitro oblaži te občutke. Deluje pa tudi kot antioksidant. Antioksidativna naloga je pa ta, da ščiti celice naših žil pred poškodbami s prostimi radikali. Krema je priporočljivo, da se uporablja 2-krat na dan, najboljše zjutraj pa zvečer. Če vam ratajo, lahko uporabljate tudi tekom dneva, med dnevom, ker zelo blagodejno deluje. Potem je tukaj Venprotex v obliki tablet, ki se lahko uživa preventivno, v tem primeru 1, kadar pa jo priporočamo kot kurativno, torej pri nekom, ko so se že pojavile težave z venami, se priporoča uživanje 2-krat na dan po 1 tableta. Venprotex zopet zelo široko deluje, jaz sem vse te dobre učinke strnila v nekaj alinej. V prvi vrsti pomaga pri tvorbi kolagena. Vsebuje MSM, vsebuje C-vitamin, oba pomagata pri tvorbi našega lastnega kolagena in ta kolagen je pomemben zato, ker ohranja prožnost žil, ker ohranja njihovo raztegljivost, posledično žile lahko opravljajo svojo funkcijo. Deluje tudi kot močan antioksidant, protivnetno deluje, vsebuje tudi izvleček ingverja, in ta ingver tudi zelo dobro protivnetno deluje, na drugi strani je zelo dobra podpora pri samem krvnem pretoku in limfnemu sistemu in tudi pri venskem krvnem obtoku, zaradi tega, ker vemo, da je ingver tisti, ki pospešuje malo metabolizem, posledično tudi malo pohitri krvni obtok in na ta način pomaga, da krvni obtok dobro teče in krepi tudi stene krvnih žil. Ko so pa naše stene močne, lahko zdržijo tudi malo povišan tlak v žilah, lahko zdržijo več nekih dejavnosti, lahko zdržijo večji volumen krvi, brez da bi se neke negativne posledice pojavljale. Tule sem dodala tudi omego, Nordic Pure, v prvi vrsti zaradi tega, ker ohranja prožnost mehkih tkiv v našem telesu, med drugim tudi žil. In ko so naše žile prožne, lahko opravljajo to funkcijo, za kar so v našem telesu. Torej, da vzdržujejo krvni tlak, da ohranjajo krvni pretok. Na ta način, ko naše žile opravljajo svojo funkcijo, so naše celice na eni strani nahranjene, na drugi strani se naše telo tudi čisti preko krvi. Omega kot taka tudi izboljšuje pretok in zelo dobro tudi protivnetno deluje, ker vemo, kadar gre za vensko popuščanje, gre zelo pogosto oziroma v napredovanih fazah govorimo tudi o vnetnih procesih in omega ta vnetja zelo lepo blaži. Dodala sem pa še eno prehransko dopolnilo, ki pa je v bistvu morda ne bi na prvo žogo nikoli rekli, da je povezano z venskim popuščanjem, pa v bistvu je. Namreč tekoči klorofil, kadar ga uporabljamo kot obkladke, zelo
lepo pospešuje celjenje, še posebej tistih ran, ki so težko celjive, torej dekubitusne in venske razjede. Imam nekaj uporabnikov, ki so za svoje starše, ko so imeli te venske razjede, uporabljali obkladke s tekočim klorofilom in so te rane zelo lepo celile. Tako da z tega naslova, in vemo, ko mi uspemo vsaj držati, oziroma da začne venska razjeda celiti, da se torej manjša, s časoma tudi bolečina se manjša in na ta način se v bistvu zelo lepo pomaga nekomu, ki ima s tem izzive. Ne, se lahko uporablja nerazredčen. Ja. Tudi, ampak za odprte rane raje ne. Tako, ker stvar je pa v tem, da tekoči klorofil na eni strani protivnetno deluje, na drugi strani je klorofilin, ga naše telo prepozna kot hemoglobin in veže nase kisik. In ko je v bistvu ta rana polna kisika, se tudi bakterije manj razmnožujejo. In na ta način, na več različnih načinov pomaga pri celjenju samih ran. Kar se tiče gibanja, sem že prej rekla, primerno gibanje, hoja, kolesarjenje, plavanje, zelo odsvetovanje tek, ker pri teku prihaja do večjih naporov, do udarcev noge ob tla in s tem v bistvu tudi se poveča sam tlak v žilah in se lahko stanje venskega popuščanja poslabša. Fitness, dvigovanje uteži oziroma težjih predmetov prav tako poslabša, ker s tem, ko mi nekaj dvignemo, napnemo telo, napnemo mišice trupa in se dvigne tlak v trebušni votlini, posledično tudi v venah nog. In plavanje zelo priporočljivo v hladni vodi. Ne v toplih, zaradi tega, ker toplota razširi žile in posledično več krvi zastaja v tkivih. Vaje, ki jih delamo stoje, sede, leže, različne vaje, priporočeno do 20 ponovitev, tam, kjer se morajo delati ponovitve, oziroma tiste vaje, ki so kontinuirane, kot recimo masaža pa valjanje kroglice, do 1 minute z eno nogo. Potem pa zelo zavisi, koliko imamo časa, pa kje to izvajamo. Komot lahko mi recimo ko čakamo na prehodu, da gremo čez cesto, se z lahkoto dvigujemo na prste in je to ena zelo dobrih vaj za ohranjanje kakovostnega žilja. Zelo pomembna so oblačila, ne samo ob vadbi, ampak vsak dan. Oblačila, ki stisnejo v pasu, v dimljah in najpogosteje tukaj okrog kolen, v bistvu preprečujejo gladek pretok krvi. Torej, s tem, ko oblačila stisnejo naše telo, prihaja do zastoja krvi in zopet zgodijo se stvari, ki si jih mi ne bi želeli. Tudi drža sama je pomembna, tule sem vam prav prilepila eno sliko gospe, ki je sicer v visokih petah, za kar vemo, da pri popuščanju ven niso priporočljive, ampak poglejte njeno držo. S celo zadnjico na stolu, naslonjena ob stol, roke na mizi in tudi noge podprte. S tem, ko ima noge podprte, se v bistvu stegna dvignejo od podlage in ni takega pritiska, kri lažje preteka. Čeprav ni najboljši primer, ker ima pa ozko krilo. Tako da, z tega naslova bi jo morali pa malo za ušesa. Takle, zdaj vas pa povabim na ta gibalni del. Vstanite, najdite vsak svoj prostor. Ne bo zelo naporno, vas pa povabim, da upoštevate navodila. Prva vaja je korakanje na mestu. Tako kot kaže slika, je dobro, da kolena dvignemo, lahko damo roke v bok, lahko prosto visijo ob telesu, kolena dvignemo do nivoja kolka. Ni potrebno do ušes in osnovna težnost vaje, stojimo na eni nogi, drugo nogo dvignemo. Če želimo, da je vaja bolj aktivna, lahko med tem, ko dvigamo eno nogo, stopimo na prste. S tem v bistvu zategnemo mišice meč in zopet pospešimo krvni obtok. Takole, torej ponovimo 10-krat za vsako nogo.
vdih, izdih, ne, pomembno je, da tudi zraven dihate in na ta način, recimo nekdo, ki ima 3 minute časa, da naredi med 45 minut dela, vstane, 10-krat ponovi, lahko sede in dela dalje. Naslednja vaja, zopet zelo preprosta, stojimo zravnano, noge so nekje v širini bokov in stopimo na prste. Se dvignemo in spustimo. Zopet, ko zategnemo mišice meč, mišice stegen, v bistvu sprožimo masažo in s tem nam mišice pomagajo k temu, da se krvni obtok ohranja in podprejo delovanje naših ven. Naslednja vaja, torej danes bomo šli čez te vaje v želji, da vaje spoznate, potem pa vi lahko doma te vaje izvajate. Zopet stojimo v širini bokov, no, podplati so postavljeni vzporedno, se dvignemo na prste, spustimo na cel podplat in dvignemo prste od podlage, torej stojimo na petah. Če nimate fenomenalnega ravnotežja, nič narobe, če se naslonite na stol, na soseda, ne, se dvignemo in tako. In zopet dvig in dvig prstov. Pa dvig na prstih, pa dvig prstov od podlage. In zdaj, če vaje izvajate pravilno, čutite, ne? Ko se dvignemo na prste, se zategne ena skupina mišic, torej v zadnjem delu noge, ko se dvignemo na peto oziroma odlepimo prste od podlage, se napnejo mišice, ki so na sprednjem delu noge. Naslednja vaja, to boste lažje izvajali doma, si date pod noge knjigo, 4-5 cm debelo in s polovico podplata stopimo na knjigo, se dvignemo, potem pa pete spustimo pod nivo prstov. Torej so prsti naslonjeni in peta se tudi nasloni na tla. Naj ne bo previsoka knjiga, ne? Torej stopimo na knjigo, se dvignemo in potem se spustimo na tla. Tule ni treba, da se prsti odlepijo od podlage, samo da se pač s tem v bistvu mi aktiviramo različne skupine mišic. In s tem pospečimo naš pretok in podpremo vene. Hoja po prstih. To smo kot otroci počeli, pol pa je kar izzvenelo, ne? Potem pa kar, daj no, kako pa hodiš, daj lepo hodi. Hodimo po prstih, ne? In s tem čutite, ko peta ni podprta, kako se spremeni delovanje mišic, kako se čisto druge mišice aktivirajo, kot če hodimo po celotnem podplatu. Naslednja vaja, hoja po petah. In te vaje na eni strani krepijo delovanje našega žilja, na drugi strani so tudi izjemno pomembne za ohranjanje ravnotežja. Bravo. Torej vsem po 30. letu priporočene. Ker nekje sem brala, da že pri 30. letu se nam začne slabšati ta občutek za ravnotežje. Ni enako pri vseh, ampak neke težave z ravnotežjem se pa pojavijo potem lahko 30-40 let kasneje. Ampak če mi krepimo to vez med gležnji in možgani, lahko ravnotežje ohranjamo, pa naše žile tudi. Naslednja vaja, podplati pod boki, vzporedno, potem pa jih zasukamo navzven in zategnemo. Čutite, kje mišice delujejo? Niso več enake kot prej. In vzporedno in navznoter. Pa vzporedno, pa ven. Ko te vaje izvajamo bosi, jih izvajamo lažje. Zdaj smo z gumijastimi podplati na preprogi, nam malo bremza. Če bi delali na parketu v nogavičkah, bi šlo lažje. Ampak da začutimo, katere skupine mišic, ker ko se naša noga obrne navzven, na nek način enako, kot če bi zažemali brisačo.
Mišice objamejo žilje in stisnejo, ampak ga nežno stisnejo, ga ne poškodujejo. Zato je toliko pomembno, da smo s telesom nežni. In to je vaja, ki se ji strokovno reče izmenično dvigovanje pet, moji otroci pa temu rečejo miksanje, da tudi z boki sledijo gibanju in zopet čutite, niso več, Ivan, prsti ostanejo na tleh, poglej, kaj delam. Tako, zategnemo mišice med tem, ko gibamo, tudi ta zadnja se malo zagiba in zopet podpremo delovanje žil. Kroženje po žogici. To je ena izmed tistih vaj, ko ne govorimo o ponovitvah, ampak o kontinuumu. Damo žogico pod nogo, lahko je to tenis žogica, lahko je kaka golf žogica, lahko je nenazadnje ježek, ki ga uporabljamo v sušilcu. Nežno pritisnemo z nogo ob žogico in masiramo. Minutka na eni nogi, minutka na drugi nogi in s tem v bistvu delamo za krvni pretok podplatnega dela noge. Naslednja vaja pa je, da valjamo rolico. Lahko je to rolica kuhinjskih brisač, lahko si navadno brisačo zložimo v valjček, če imamo te profesionalne valjčke za telovadbo, jih tudi lahko uporabimo. Karkoli, pač lahko nenazadnje plastenko, steklenico, karkoli in valjamo. Zopet, bodimo nežni, da naš namen je, da pospešimo krvni obtok in ne samo to, da pač naredimo neko vajo, zato ker je nekdo to rekel, da je dobro za delati. Nežno, ampak vseeno z dovolj moči, da se krvni obtok pospešuje. Pridemo na vaje, ki se načeloma izvajajo leže. Te vaje lahko izvajamo že zjutraj, preden vstanemo, opoldne, med počitkom, zvečer, preden gremo spat. Lahko jih pa izvajamo tudi sede v pisarni, na avtobusu, pač kjerkoli smo. Zato boste zdaj sedli. Ivan, daj to meni, da boš lahko delal. Taklele. Tako. Noge lahko dvignete, tako kot jih ima gospa, lahko so s petami položene na tla. Kadar ležimo v posteli, ležijo na jogiju ali pa so podprte z blazino pod meči in potem zategnemo prste v špičko in nazaj. Kaj čutite? Katere mišice delajo? Tako, od kolena navzdol in zopet. S tem v bistvu zjutraj zbudimo, pospešimo krvni obtok in zvečer je to vaja, ki zelo, zelo dobro pomaga za zmanjševanje edema. Na eni strani nežna, na drugi strani zelo, zelo učinkovita. Kroženje z gležnjem. Tudi to je ena tistih vaj, ki zelo, zelo dobro deluje tudi na ravnotežje. To vajo lahko izvajamo leže, v posteli, lahko sede, na stolu, lahko nenazadnje tudi stoje. 10 krogov v eno smer, 10 krogov v drugo smer in je vaja opravljena. Zamenjamo nogi. Ivan to lahko dela sočasno, vidite to? To je že ampak to je samo pač opcija, potem leže ali pa sede, stoje pač ne gre. Tako, v gležnju. Imejte v mislih to, da so kolena valjasti sklepi. V kolenih ne gre delati krogov, Gleženj ja, koleno se pa giba naprej nazaj. Tako da, če bo kdo poskušal delati kroge, se lahko kaj zgodi. Vožnja kolesa, zopet, sede, lažje je v leže, potem imate pa tule sem vam prilepila 2 sliki. Bolj navpično mi postavimo noge in vozimo kolo, lažje bo. Bolj spuščamo noge proti tlom, težje bo.
Zato ta vaja je super za vene, ampak izjemno naporna za križ. Kadar ležimo na tleh, damo roke pod križni del, da je ta del hrbtenice podprt, ker tukaj je fiziološka krivina in tudi ko ležimo na tleh, mora ostati luknjica, tudi ko se uležemo. Damo roke spodaj, na ta način fiksiramo hrbtenico in izvajamo vajo. Ne, s tem ko jo potisnemo ob tla, jo v bistvu damo iz fiziološke lege. In na ta način prenesemo pritisk in na samo hrbtenico in tudi na trebušne mišice. Saj, ko imamo mi trebušne mišice natrenirane, ko je naš korpus trden, da te mišice držijo, potem bo hrbtenica ostala. Zato, to so vaje potem že mogoče za kasneje, a ne? Za žilje lahko do teh vaj delamo. Če vemo, da naš trebušni del mišic ni dovolj natreniran, si lahko z izvajanjem takih vaj, kot so vožnja kolesa in škarice, naredimo več škode kot koristi. Tako da s tem to prepuščam v vašo presojo. Veste, kdo je dovolj natreniran, da lahko tako vajo izvaja. Škarice, podobna izvedba kot kolo, torej noge, špičke, tako kot dela gospa, da so mišice celih nog napete in potem strižemo. Zopet, bolj gremo navpično z striženjem, manjša je tenzija, lažje je, bolj pomikamo noge proti tlom, bolj deluje tudi sila teže in hrbtenica je bolj na natezalnici. Kaj je izjemno pomembno pri ljudeh z venskim popuščanjem? Izogibati se vročini. Torej, kaka kuhinja z ogrevanimi tlemi ni najboljša. Ker naše telo zelo hitro odreagira. Zakaj mi recimo spomladi najbolj začutimo ali pa najbolj intenzivno začutimo poslabšanje z venami? Ker naše telo zazna spremembe v temperaturi. Že če za pol stopinje zraste temperatura, se začnejo naše žile prilagajati. Bolj je toplo, bolj se žile širijo. Zaradi tega, ker naše telo z širjenjem žil hladi. Telo se s tem ohlaja. In bolj je toplo, bolj se žile razširijo. Zato so kake vroče kopeli, vroče savne, sončenje, zelo odsvetovane, ker s tem mi v bistvu telo pregrevamo, žile se razširijo in s tem v bistvu mi zelo vene obremenimo. Raje kot neko vročo kopel si pri venskem popuščanju privoščimo hladnejše prhe. Ni treba se namakati, ampak prhati. Torej nošnja udobnih oblačil, da ne stiskajo v pasu, s tem se povečuje pritisk na trebušno votlino, da ne stiskajo v dimljah, da ne stiskajo po stegnih, v kolenih. Namreč povsod, kadar smo stisnjeni, stisnemo mišice, stisnemo maščobo, posledično so stisnjene tudi žile. Arterije, tako kot sem že prej rekla, imajo močnejšo mišično steno in so sposobne ohranjati svojo strukturo, pa tudi srce z svojim pritiskom, ko potiska kri v arterije, jih ohranja. Medtem ko vene imajo bistveno tanjše stene in ko mi stisnemo mišičje, s tem stisnemo tudi vene in s tem zelo oslabimo, upočasnimo ali pa celo preprečimo krvni obtok. In ko kri zastaja, krvne celice ostajajo v žilah, tekoči del krvi, torej plazma, pa skozi stene krvnih žil pronica v okolno tkivo in takrat prihaja do edemov. Zato je pomembno, da so torej oblačila udobna. Prenehaj kaditi, če kadiš, ali pa vsaj zmanjšaj cigarete. Tudi nadzorovanje teže pomaga pri tem, da se žile razbremenijo. Počitek, torej vsaj 3-krat na dan po 15 minut priporočajo strokovnjaki, kar pomeni, če najdete Majo, jo vidite skozi okno, da ima noge na mizi, ne lenari, ampak vene razbremenjuje.
malo za šalo, malo za res, a ne, tako, kako se reče, to kavbojsko sedenje, ne, noge na mizo, ne prekrižane, ampak noge na mizo, lahko pa tudi noge na steno, a ne. Tako da s tem v bistvu mi razbremenimo, tako kot sem že prej rekla, da pazimo na držo in tudi, da uporabljamo tisto podporo, ki jo naše telo potrebuje. Zdaj, gibanje, hrana, počitek, dopolnila, kompresija, vse to so take stvari, ki so bolj kot ne neobhodno potrebne. Kar se pa tiče masaže. Najboljše je, najbolj imenitno, če imamo koga, ki nas masira, ne, ker pol se mi res lahko sprostimo in naše vene dobijo obravnavo, kot si jo zaslužijo, ampak včasih pač žal to ne gre, pa moramo poseči po samomasažnih tehnikah. Super je, če nam uspe masirati vsaj 2-krat na dan. Zdaj lahko uporabimo v bistvu katerikoli losjon, ki ustreza naši koži. Če imate občutljivo kožo, pazite na to, ker 2-krat ali pa 3-krat na dan nanašati na kožo neko kremo, ki ti ne ustreza, si narediš več tako, ne, ali pa vsaj neprijetnih občutkov, če potem to skeli, pa boli, pa peče, pa. Ravno zadnjič sem imela eno gospo, ki ima resne težave z venami, pa kupuje kremo trmasto že nekaj let v lekarni. Seveda za njo plača poštene denarje, po se pa zmasira, po pa lavfa pod tuš, se pa dol umije, zaradi tega, ker ne zdrži te pekoče bolečine, ki jo krema prinese. Ampak s tem, ko mi umijemo, a ne, tudi v bistvu na nek način vsaj zmanjšamo učinek, ker vsaka ta krema, ki je namenjena masaži ven, sabo prinaša tudi pozitivne učinke. Tale kalivitina recimo je iz izvlečkov trtinih listov in ti prinesejo sabo ta učinek, da blažijo te mravljinčenje, bolečino, zmanjšujejo otekanje. Tudi jaz imam izkušnjo, da če se redno masiraš po pajkastih žilicah, da dejansko se začnejo zmanjševati. A ne, tudi če ima kdo kako masivno modrico, te kremice zelo dobro pomagajo, da se hitreje koagulum raztopi. Tako da na ta način v bistvu, ne, in če mi potem te zdravilne učinkovine takoj umijemo, jim ne dajo možnosti delovati. Tako da z tega naslova je pomembno uporabiti kremo, ki ustreza naši koži, lahko je to hand and body losjon, zjutraj po tuširanju, na hitro pomasiramo, lahko je to venker krema, lahko je nenazadnje mandljevo olje, olivno olje, lahko dodate tudi kako kapljico eteričnega olja, s tem zopet ne gre pretiravati ravno zaradi alergije oziroma preobčutljivosti kože. Če je le možno, ko izvajamo masažo, naj bodo noge rahlo dvignjene. Če ne gre, če pač bomo masirali, ne vem, sredi delovnega dne, potem pač bodo spuščene, ampak še vedno bomo naredili kar nekaj koristi, če bomo masirali. Zopet velja nekaj opozoril oziroma priporočil. Ne masirati in pritiskati na izbočene žile. Torej pri nekom, ki že ima napredovano stanje venskega popuščanja, ko žile izstopijo nad površino kože, ko se vidi, kako so vijugaste, zavite, ponavadi tudi boleče, na tiste žile se ne pritiska, se jih ne masira, se jih je potrebno izogniti. Seveda ne masirati po razjedah, pa ne samo po razjedah, tudi če so kakršnekoli rane na nogah, na koži, se na tistem mestu ne masira. Ker zopet, z neko tako masažo naj bo še tako blagodejna, si mi naredimo več škode kot koristi in tudi ne masirati ob sumu, kadar je tromb. Sicer trombi, ko mi posumimo, mi sami posumimo na tromb, je v bistvu to taka bolečina, rdečina, tudi koža ponavadi vroča, malo nabrekla, boleča, da ne bomo šli tega mesta masirati, ne. Če pa nekdo ve, da ima tromb, da so mu ga diagnosticirali, pa so se zdravniki odločili, da se s tem trombom ne bi ukvarjali, zopet ni priporočljivo, da na tistih mestih masiramo. In tako kot sem že prej rekla, masažo vedno izvajamo nežno in vedno od konic prstov proti telesu. Na ta način, ko mi masiramo, v bistvu pomagamo, potiskamo kri od periferije proti srcu, to, kar je tudi naravna pot venskega obtoka. Priporočeno je glajenje, kroženje, tapkanje,
ne ščipati in ne pritiskati. Včasih znamo biti sami do sebe zelo neizprosni ali pa mislimo, da bomo z neko malo bolj intenzivno, da ne rečem grobo masažo, hitreje prišli do učinka, ki ga želimo doseči. Torej manj bolečine, manj mravljinčenja, manj oteklin, ampak z nekim takim grobim ravnanjem mi v bistvu na že tako razdražene vene še dodatno pritiskamo in jih lahko tudi trajno poškodujemo. Tako. Zdaj pa zavihati hlače, pa se gremo masirati. Če imamo krtačo, pri recimo pediatrični nevrologiji, pri zaležanih dojenčkih v trebuhu, se uporabljajo naravne krtače, naravno krtačenje za zbujanje živčnih končičev. Tudi pri poškodbah. Zato, da mi zbujamo ta občutek v koži živčevja, pa tudi če pa masiramo z krtačo od gležnjev proti stegnu, proti dimljam, zopet pospešujemo krvni obtok, je pa to bistveno bolj nežno, kot če uporabimo dlani. Zato je mogoče fajn, da najprej se naučimo izvajati samo masažo, da vemo, kaj bi morali ob masaži občutiti in na ta način bomo lahko tudi, ko nas bo masiral kdo drug, jasno povedali, tule si pa pregrob, tule pa preveč pritiskaš. Nežno, nežno, nežno. Zdaj me pa poslušajte, kremo nanesite na dlani, kremo razmažite po dlaneh, in od gležnjev naslonite noge na gležnje, roke na gležnje in nežno razmažete proti kolenom. V prvi fazi je potrebno samo nanesti kremo. Potem pa začnemo nežno gladiti od gležnjev proti kolenu. Potem pa roke vstran, pa zopet od gležnjev proti kolenu. Ne masirati gor pa dol, zaradi tega, ker s tem pritiskate po eni strani kri, potisnete gor, pol jo pa takoj potisnete nazaj dol. S tem, ko se mi masiramo, glejte puščico. Puščica kaže samo navzgor. Nežno masirajte od spodaj navzgor, torej nežno od gležnjev proti kolenu. Na ta način se v bistvu lepo pospešimo pretok v smeri, v katerega venska kri že naravno teče. Torej od periferije, torej periferija pomeni, pomagajte mi, obrobje, torej od obrobja proti centru, arterije gredo od srca proti, tako, arterije gredo od srca proti konicam, proti robu telesa, medtem ko vene peljejo kri iz periferije, torej iz okoliških krajev v center. Torej masiramo nežno od gležnjev proti kolenu. Naslednja vaja za masažo pa je, začnemo pri gležnjih in s krožnimi gibi nadaljujemo proti kolenu. Obe roki na nogo in od gležnjev proti gor krožimo. Doma boste to lahko izvajali po celih nogah, torej od gležnjev do dimelj, zdaj pač, ker smo oblečeni, se ustavimo pri kolenih. In na ta način torej zopet nežno krožimo. Če vam ustreza, lahko potem uporabite en ali pa dva prsta, pa samo z enim prstom vlečete od gležnja proti kolenu. Ampak to naj bo res nežen dotik, da se prst nasloni ali pa se z dvema prstoma rahlo prime in se pelje. Brez ščipanja, brez stiskanja, samo da se lepo pelje od gležnjev proti kolenu. Naslednji del masaže pa je tapkanje. Pri tapkanju lahko uporabimo cele dlani, torej da nežno, torej ne nabijati, ampak nežno
tapkamo zopet od gležnja proti kolenu in proti, zopet nežno od spodaj proti gor, s tem v bistvu mičkeno pretresemo tkivo, sproščamo, lahko torej uporabimo cele dlani, lahko uporabimo pa ta mehki del tule, ne, da v bistvu s tem, ampak zopet nežno, nežno, nežno tapkamo od obrobja do proti sredini, proti centru. Vedno pa masažo zaključimo z glajenjem in tukaj za kolenom imamo eno tako lužico, jamico, 2 do 3 prste za kolenje in masiramo v krogu. To mora biti res nežno kroženje v smeri urinega kazalca. Zakaj so ta mesta še posebej občutljiva, torej gležnji, kolena, dimlje? Zaradi tega, ker to so mesta v telesu, kjer se žile razcepljajo iz debelejših v tanjše, v ožje, z manjšim premerom. In tukaj so tudi zelo močni venski pleteži, torej v dimljah, v podkolenju, za kolenju, zato je dobro, da tule masiramo. S tem v bistvu tudi na nek način, zelo amatersko povedano, preprečimo, da kri tukaj zastaja. Jo na nek način pošljemo naprej, torej začeli smo z nežnim glajenjem, nadaljevali s kroženjem, tapkanjem, potem naredimo to masažo v zakolenju. Če je prst bel, ko masiraš, si pregrob. Če so noge rdeče po masaži, ste bili pregrobi. Nežno, nežno, nežno. In zaključimo zopet z glajenjem od gležnjev proti kolenom. Zdaj pa več je faktorjev, koliko časa bo ta masaža trajala. Ali imamo čas, ali imamo prostor, in če to delamo recimo med dnevom, je boljše, da naredimo na kratko, kot da sploh ne naredimo, Boljše pa je, če si uspemo zvečer vzeti čas, ko se umirimo, da imamo mir, pa naredimo res eno tako bolj konkretno v smislu časovnega razpona kot fizične moči, pa naredimo masažo zato, da umirimo naše vene. S tem po eni strani z masažo na eni strani pospešimo krvni obtok, pomagamo venam, da se manj matrajo, na drugi strani pa jih potem z glajenjem na koncu tudi pomirimo. Torej, da dosežemo ta učinek, da jih razbremenimo, da jih umirimo in posledično se umiri tudi bolečina, občutek težkih nog, lahko tudi mravljinčenje, pekoč občutek v nogah, vse to v bistvu z eno tako masažo tudi dosežemo. Čez noč se naše telo umiri, tudi srčni utrip je ponoči počasnejši, kar pomeni, da tudi venski pretok je počasnejši. Ko mi zjutraj vstanemo, nekdo, ki ima težave z venami, dejansko začuti, kot da mu vsa kri dobesedno pade v noge zjutraj, ko da noge iz postelje. Če pa mi uspemo zjutraj v postelji telovaditi, da mi v bistvu mišice aktiviramo, potem so ti stranski učinki popuščanja ven tekom dneva manj izraziti, manj je bolečin. Če nekdo mora nositi kompresijske nogavice, ne najprej vstati, pa tuširati, pa zajtrk, pa ne vem kaj, v postelji štumfe gor, pa potem vstanemo. Zdaj ne vem, kako je bilo to 10-15 let nazaj, vem pa, da zdaj, če vzameš, eno so torej te kompresijske nogavice, ki so preventivne, pa se zbira 50, 70, 100 denske in te se v bistvu vzamejo glede na konfekcijsko številko. Zdaj pa je res, nismo vsi enakih obsegov. Vem pa, da recimo onkološki bolniki, ki imajo težave z žiljem zaradi recimo pobranih bezgavk, dobijo tele štumfe in grejo na merjenje, da se merijo obsegi na različnih nivojih noge, da se potem res naredi po meri. Na ta način lahko potem mi nekako ponudimo nogi tisto optimalno. Niso tudi kompresijske nogavice čudodelne. Vedno, res je vedno, tako kot je že Maja prej rekla, vedno je potreba poslušati svoje telo.
Ne? Mi smo tisti, ki živimo v našem telesu, in če se ob nečem ne počutimo dobro, moramo iskati drugo rešitev.